Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo brali pozitivna sporočila prehodu v novo dobo. Včeraj sem preživela res lep dan z mojo prijateljico pa njenim možem in smo imeli v naravi piknik in klepetali in tako naprej. V glavnem, in ko klepetamo, on vidi vevarco. In v osnovi jo je samo on videl in se rekla, to je sporočilo zate, kaj ti sporoča vevarca? In prva misel, ki mu je šla skozi možgane, je rekel, bolj moram postati igriv. No, naslednja stvar, pa gremo čez gozd, skozi gozd smo hodili, pa ona reče, joj, po moje bom srečala medveda. Se reka, le pomisel, kaj pa tebi sporoča medved? Reka, po moje to, da se moram bolj naučiti poskrbeti za sebe, da moram najprej sebe nahraniti, pa dovolj, da se jaz naspim, pa biti na prvem mestu jaz, za moje potrebe je potrebno poskrbeti, pa za ostale. No, jaz sem pa opazovala metuljčke in kaj pa meni metulj sporoča? Je pa v bistvu to, ko se iz tega kokona, vemo, da metuljč, če mu nekdo iz tega kokona pomaga, ne more razviti kril in ne more leteti. In dejansko se tako dogaja z vsakim izmed nas. Dejstvo je, da ko imamo težave, ali pa vse jih imamo vsi, ampak dejstvo je, ko smo v fazi nekega prehoda, je včasih res težko in se plazimo po tleh kot gosence. In potem se ta gosenca zabubi in je v svojem času preoblikovanja. Dejstvo je, da se nobeni gosenci niti v najboljših sanjah ne more sanjati, kako bo izgledalo življenje metulja. Je nemogoč, zato ker je to toliko drugačno življenje, da je to nemogoče si zamišljati. In to je v bistvu moje sporočilo za mene, pa verjamem, da za mnoge izmed vas, sploh to, če opažate te metuljčke povsod. Dovolj, da poletiš, svoboden si, daj si priložnost, v redu je. V redu je, če kakšna stvar odpade, če odide, če umre, na prehodu si, ampak to, kar te čaka, je ta svoboda in jaz sem prepričana, da če bi vedeli tisto, kar nas čaka, da bi bili verjetno navdušeni. No, zdaj pa pojmo na karte prehodu v novo dobo. In par kart bom danes prebrala, to, kar je za vas pomembno, ta trenutek. In da vidimo, ta trenutek, kaj vam stvarstvo sporoča. Prva karta pa je čiščenje preteklosti. Osvobajam se starih vzorcev, se zgodi z nekim namenom. To je boginja ob Krki, ki čisti. In v osnovi Katarina Vidmar, ki je avtorica teh slik, pravi, da je nastala noseča boginja. Se pravi, ta čiščenje preteklosti je že zametek nečesa novega, ampak ga še ne vidiš, ni še tukaj, pripravljaš, gnezdiš, pripravljaš prostor temu. No, zdaj vam bom pa naprej prebrala sporočilo, to je karta 30, vam preberem. Ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vase in to zmorem. V meni je moč spremembe. Moje srce se zdravi, ko grem v naravo, ko grem k vodi in vanjo zmečem kamenje svojih bolečin, ko objamem drevo. Dovoljujem, da solze čistijo mojo dušo. Vse je tako, kot je prav. Zaupam. No in ta nosečnost, prehod, čiščenje se odvija v samoti. To ni, da lahko nekdo drug namesto tebe dela, tako kot ta metulj, kjer sem prej govorila, ko iz gosenice nastane noter v tem kokonu samo juha, ki se popolnoma preoblikuje. No, in ko si ti v tej župi noter, ko plavaš in ko včasih niti ne veš, kam plavaš, ampak samo veš, da tako ne moreš več naprej, je v redu. In zdaj še eno stvar, kar opažam. Dejstvo je, da se res smo vsi na nekem prehodu, stvari se čistijo, ampak čistijo se tudi prav tisti najbolj ožji družinski odnosi. In najbolj pogost prav preko najožjih družinskih odnosov pač sekajo stvari. In zdaj, če bi vsak pri sebi takrat, ko počjo zadeve, rekel, to pa moram jaz pri sebi prečistiti. To je ena stvar, ki jo pa jaz moram še predelati pri sebi. No, recimo eno od zadnjih stvari, kar imam jaz za predelati, je to,
dejansko odreagiram, če nekdo povzdigne name glas. In se začela ozaveščati, odkje meni to, da odreagiram. Eno stvar je v mladosti, pa sem odraščala v prepirih. Se pravi, to je ena stvar, kjer odreagiram. Pa so bili v mojem zakonu prepiri, pa odreagiram. Se pravi, to je ena stvar, ki jo moja duša ima še vedno neko rano, in ko pride do nekega povzdignenega glasu, jaz odreagiram. In odreagiram drugače, kot pa če bi imela že tukaj pozdravljeno to rano. Zato, lejte, vsaka stvar, kjer pač odreagiramo, je samo opozorilo, to imaš pa za predelati. To je pa še ena stvar, kjer pa nimaš še, ko se ti še dogajajo stvari. In lejte, ga ni človeka na tej zemlji, ker če smo na tej zemlji, imamo nekaj za predelati. No, gremo naprej. Naslednje sporočilo pa je tole. Voda, očisti me, dovoljujem, da vsi strupi odidejo. Se pravi, začne se pri tem, a dovolj pijem, zato da ščistim telo. Druga stvar, ko dovolj pijem, vplivam na čiščenje ledvic in s tem podprem tudi nadledvični žlezi in hkrati, kdor ima podočnjake, pač telo sporoča, da premalo piješ. Zadnjič mi ena gospa napisala, rekla, jaz zdaj že 2 meseca pijem čaj iz zlate rozge, pa s podočnjaki ni še nič boljš. Očitno ima tako podhranjeni nadledvični žlezi, kjer se pa proizvaja stresni hormon, da ne pomaga samo zlata rozga, ampak bo treba zmanjšati stres in podpreti telo pri stresu. In zdaj pri stresu mi ga podpremo z B vitamini, ki so topni v vodi, s C vitaminom, ki je topen v vodi. Potem pomembni so tudi v maščobi topni vitamini, kot je E vitamin pa A vitamin, in z aminokislinami zaradi tega, da pač začne nadledvična žleza bolj delovati. No, zdaj pa naslednja stvar pa, ob vodi pa čistimo svojo dušo, se pravi, ali pa v vodi. Zato si dovolite čim večkrat si napraviti slano kopel, da se kopate v vodi. Druga zadeva pa, da greste k vodi in zmečete vanjo kamenje. Enostavno, enkrat je ena gospa na eni delavnici rekla, jaz bi rabila cel šlepar, da ga stresem noter v vodo. In ja, včasih vlačimo sabo marsikaj. Prtljažnik je včasih poln in ga je treba skidati ven. No, tako da v glavnem tole, lejte, vsi strupi na telesni, čustveni in duševni ravni, očistite se z močjo in pretočnostjo vode. Ne potrebujem vas več. Moje telo se polni z vibracijo ljubezni in nežnosti. Čas je, da postavim sebe na prvo mesto. No, to je bilo zdaj drugo sporočilo. Gremo naprej. Koliko čutim? 5 do 7 sporočil bomo danes prebrali, prav? Naslednjo sporočilo, ta tretje, je pa tole. Varno je ljubiti. Ampak začne se vsaka ljubezen pri sebi. Stvarstvo mi pošilja dušnega partnerja, zato da lažje grem preko prehoda. Ampak prav pri ljubezni, zdaj sem videla nek spletni program, kako privleči ljubezen v svoje življenje, v zakon privlačnosti. Veste, vsa ljubezen se vedno začne pri meni in sem spet pri ljubezni do sebe. In druga stvar, dokler ne pozdravimo svoje ranjene duše, toliko časa ne moramo imeti drugačnega partnerja kot tistega, ki nam bo pritiskal na naše čustvene rane. Ker vedno pride tak partner, ki je skladen s to našo energijo. Drugačen ne more priti v naše življenje. In ravno včeraj, ko smo klepetali, sem rekla, jaz sem si dala priložnost, najprej 1 leto, da bom samska. In druga zadeva, zdaj sem se pa odločila, da bom najprej pozdravila svojo dušo, da bom res počistila čisto vse, ne da hrpenim po neki ljubezni, ker dejstvo je, da najprej moram jaz počistiti pri sebi podzavestne programe, najprej sem jaz ta, ki moram narediti naslednji korak, zato ker res ne želim več v svojem življenju nekega čustvenega trenerja, da bom preko njega predelovala svoje lekcije. Ampak ko gremo ranjeni v nek odnos, točno takega lahko dobimo. In pol pa ljudje skačejo iz enega odnosa v drugega, pa zmerom kažejo na druge, kaj je z drugimi narobe. Sebe pozdrav. Ampak dovolj varno je ljubiti, začeti ljubezen do sebe. In tukaj je res začetek in tega nas nihče ni učil. Ljubezen do sebe, najprej nehaš sebe kritizirati, da sebi rečeš,
res lepe stvari, da sebi nekaj privoščiš. In to niso drage zadeve, bolj pomembno je, da si brez slabe vesti vzameš dan in se naspiš. Da brez slabe vesti zlezeš na vrh planine in zavriskaš. Brez da razmišljaš, kako te bojo drugi obsojali. Naslednja karta je izvorna koda. Jaz sem stvarjenje, jaz sem boginja. Vse povsod okrog mene je ljubezen. No, in to je pa zdaj vibracija, na katero se je pa treba naštelati. Slišati ptičke, slišati vse to, kar je. Eno sem z izvorom, jaz sem izvor. Na svet sem poslana, da blagoslavljam. Na svet sem poslana, da širim sporočilo upanja. Na svet sem poslana, da ljudem pokažem pot. Na svet sem poslana, da ljudem sporočim resnico, da smo vsi ljubezen, ker jaz sem ljubezen. No, to je izvorna koda in da se začnemo zavedati, da smo vsi ustvarjeni po božanski podobi. To je bilo zdaj ta tretje sporočilo, ta četrto. Gremo naprej. Tole sporočilo. Zaščitena sem predvsem slabim. Nadangel Mihael, prosim za zaščito in pomoč. Zadnjič sem že govorila o nadangelih in zavedati se je treba, da ko angel ne prosimo za pomoč, jo tudi dobimo. In nadangel Mihael je najmočnejši angel, ki je v trenutku tukaj, ki nam pomaga, ampak samo prost ga moramo za pomoč. In naslednje sporočilo, in rečemo, da je to danes zadnje sporočilo. Da vidimo stvarstvo, kaj je namenjeno nam, da slišimo ta trenutek. Zavedam se, da mi življenje ponuja lekcije. Lahkotno grem s tokom življenja. Se pravi, treba dvigati vesla, nehati veslati proti toku, enostavno dovolj, da gremo naprej, da se zgodi v našem življenju to, kar se mora zgoditi in imam izbiro. Lahko se zapletam v drame življenja, lahko pa si preprosto rečem, tako pač je, in se nasmehnem. Ne dovoljujem, da mi energijo kradejo ljudje, ki so polni strahu in zamir. To je njihova drama. Tudi ko me želijo potegniti v svojo zgodbo, sem mirna. Blagoslavljam jih z ljubeznijo in sebi dovoljujem, da grem lahkotno naprej. Naj bo moj svet miren. No in smo zdaj pri tistem metulju, to je pa zdaj moja izbira, a dovolim, da poletim naprej, ali pa ostajam tam ujeta in dovoljujem in se ukvarjam in prepričujem in prosim in moledujem in potem spet klečim, ali pa dovoljujem, da stopim čez te lekcije, naredim korak naprej, se zahvalim, blagoslovim in dovolim, da pride v moje življenje nekaj novega. Tako da, to so očitno sporočila za vas danes, ki to gledate. Imejte se radi in dovolite, da v vaše življenje pridejo nove stvari.